partnerjem sva se nedavno odločila za prenovo starejše hiše in pri tem sva se morala spopasti z obilico različnih odpadkov. Marsikdo ne ve, kaj storiti z njimi. Če najamemo obrtnike za večja gradbena dela, morajo izvajalci poskrbeti tudi za ustrezno odstranitev gradbenih odpadkov. Ko pa manjša dela opravljamo sami, so tudi odpadki naša odgovornost. Po prenovi bivalnega dela pa je tudi ta pomožni objekt postal pravo skladišče različnih odpadkov. Kam z njimi, kako jih razvrstiti, zato sem se morala obrniti na strokovnjaka. Živijo. Dober dan, pozdravljeni. Pozdravljena. Gospod založnik, jaz imam en velik problem. Kako pravilno razvrstiti odpadke? In Aleš, založnik iz komunalnega podjetja Simbio Celje, mi je z veseljem priskočil na pomoč. Skladovnica starih odpadkov. Pa bomo šla kar Po vrsti po najbolj, vrsti, ne? ker zadeve grejo mešane komunalne odpadke. Tole med elektroniko, papir, karton, ločeno, tole gre pod embalažo. Kozarci gredo pod embalažno steklo. To je v bistvu vso steklo, ko je nekaj not. Se pravi, za vlaganje kozarci in te zadeve, med njih pa tudi spadajo stekleni kozarčki. Če bi bil pa recimo razbit, gre pa pod mešani komunalni odpadek. Brez ločevanja ne gre. Z tem mešanjem bi bilo tako rekoč katastrofa na deponiji in je to praktično. Kozarci bi se razbili, stiropor bi se zdrobil in je to pol praktično nemogoče ločiti. Te zadeve je treba spraznati, isto je, enako je treba narediti recimo z vlaganjem. To je v bistvu papir, karton, tako da tole ni noben problem ločiti. Nevarni odpadki, se pravi, so vse barve, kozmetika odpadna. Ostalo imamo pa tole, omaro, kosovni odpadki oziroma les. Torej ločiti v različne vreče ali gajbice in odpeljati v zbirni center. Kako se pa take stvari lotiti? Ja, na zelo podoben način, kot tisto, kar smo prej govorila. Tole bi bil gradbeni material. Tisle imamo ločeno, se pravi, embalažo, pa nekaj mešanih komunalnih odpadkov, pa še kak kosovni odpadek se bo našel. Če bi kljub samo naročili zabojnik za kosovne odpadke in vanj zmetali vse po vrsti, ga komunalno podjetje ne bo odpeljalo. Prvo je iz naše strani se probamo zmeniti z stranko, da potem to odloži oziroma razloži kontejner. Imamo pa tudi možnost enkrat na leto brezplačno naročiti kosovni odvoz, vendar v tem primeru ne gre za zabojnik, pač pa 1 kubičen meter stvari, ki jih odložimo ob zabojnike. Vas pokličemo en dan prej, pripravite odpadke, zdaj pa to je nekje, v tem primeru bi bilo tule primerno, ker je dovolj prostora, drugače pa vedno stranko prosimo na dostopno, vidno mesto. WC školjka je v redu. To je v redu? WC školjka, stoli so v redu, se pravi, blazinijo in pohištvo v redu, to je v redu. Recimo, dostikrat je kakšna taka stvar, kad takole pol noter, pa kakšno malo odložijo, kakšen takle lonček zraven. Tega si recimo ni nobene potrebe. V večstanovanjskih stavbah stanovalci izrazijo potrebo po odvozu kosovnih odpadkov upravniku, ta pa stopi v stik s komunalnim podjetjem, ki z upravnikom skomunicira, kdaj bo dan odvoza, pojasnjuje predstavnik ljubljanskega komunalnega podjetja Voka Snaga Jože Gregorič. In pol v bistvu uporabniki zložijo, da večer pred dnevom odvoza si želimo kosovne odpadke pač na predvideno lokacijo. Količine so tako kot pri hišah omejene, vendar na stanovanjsko enoto. Datum odvoza je znan kak teden vnaprej. Potem pa mi želimo, da je čim krajši čas, da so odpadki na ulici, zato ker se pač pa lahko pojavljajo različne stvari. Bodi si kdo razkoplje, prinese odpadke iz drugih blokov, doda stvari, ki niso za kosovni odpad. Kosovni odpadki načeloma so, se pravi, so pohištvo, so obrazinjeno pohištvo. Lahko pogledamo igrače, večje kose igrače, ne tiste male, ampak recimo večje igrače. Tudi kak štedilnik lahko, hladilnika pa že bolje, da ne. Ravno zaradi tega, ker so noter nek kompresor in če se tisti poškoduje, grejo te nevarni plini v zrak. In največje težave imajo prav s tem, da ljudje na tako imenovanega kosovca odlagajo stvari, ki tja ne sodijo. Recimo, gradben material ne sodi noter. Recimo, ravno steklo ne sodi, se razbije,
kako naj to pol pospravimo, počistimo in tako naprej. A ne? Zato tudi ne puščajo zabojnikov, pač pa je treba zložiti zunaj. Tistega, kar ne sodi v kosovne odpadke, namreč ne odpeljajo. V tistem primeru pač enostavno obvestimo pač recimo upravnika, prebivalca, kogarkoli pač, da naj to pač pospravi. Če na hitro pogledamo, je to vse, ne, tista stvar, ki je mogoče, ok, tale secavc, pa to je res to malo majhen, ne, ampak recimo, ko so odzraven je v redu, ne. Ampak recimo manjše kose električne elektronske opreme bolj sodijo v zbirni center, no. Vedno je najbolje, če je odpadkov čim manj, če lahko stvari dobijo novo življenje. Je pa lušen počivalnik, tako da ga tudi lahko komu podarite ali pa obnovite. Za kako teraso bi bil super, ne? Vendar mnogi za kaj takega nimajo znanja, časa ali volje. Ali pa center ponovne uporabe. Tako, ali pa to, tega se kar dosti ljudje tudi poslužujejo. Tako kot Jože Kuhar, ki je v center ponovne uporabe v Slovenskih Konjicah pripeljal obrabljene stole. Konstrukcija je močna, za 100 let še, ampak tule bomo jih obnovili. Evo. Brez veze novo kupovati še je to dobro, ne? Gospa Marinka, kam jih dam jih tule? Ja, tole bomo zdaj prevzeli, Milan. V tem centru ponovne uporabe mu bodo stole obnovili proti plačilu. Mi bomo po principu ponovne uporabe, spravi, kar smo že dobili, ali bo to zdaj neko ustne, ali bo to zdaj neka imitacija. Imamo pa različne, tako da ni nujno, da bodo vsi 4 enaki. Vsega, kar ljudje prinesejo, pa ne morejo popraviti ali pa to ni več smiselno. V tem primeru morajo ljudje stvari sami odpeljati v zbirni center, pojasnjuje direktorica Marinka Vovk, pionirka vzpostavljanja sistema ponovne uporabe v Sloveniji. Pri kosovnem delu pa največji problem to moderno pohištvo, ki je iz papirnate pulpe dobesedno in to nimaš več kaj popravljati. Pri kakšnem starejšem pohištvu pa se da marsikaj. Včasih sploh ni veliko dela, pojasnjuje. Tole bomo samo še počistili, tisto ta glavno smo že, v bistvu zelo prašni, potem se pogleda, če je konstrukcijsko v redu in tu ne gre drugega kot za čiščenje. Velikokrat vklopimo samo torej fazo čiščenja. Če se le da popraviti, popravijo in potem ponudijo v prodajo, kot tole vrtno mizico in stole. Imamo v mreži centrov ponovne uporabe dejansko poslovni model, da en del stroškov krijemo iz tega, kar se proda. S tem delno pokrijejo tudi plače zaposlenih, med katerimi je več kot 95% teže zaposljivih. Gre za okoljsko in socialno odgovoren poslovni model. In koliko je zdaj cena tega? 90 evrov. 90 evrov za kompletek. Ja, treba je bilo vse prebrusiti, ker je bilo zarjavito, vse na novo, prebarvati. Manjše stvari popravijo kar v centru v Slovenskih Konjicah, večja popravila pa v Ormožu. Poleg tega imajo še centra v Ljubljani in Rogaški Slatini, pa tudi spletno trgovino. Tu pa je zdaj popravljalnica in sicer kavarniška popravljalnica. Popravljalnico in šivalnico so uredili v 2 zavrženih kontejnerjih, ki sta bila sprva odpadek. Lahko rečemo v takem repair kafeju iz odpadkov. Niti ena stvar ni nova notri. Ta tapeta je bila zavržena. Organizirajo dogodke, ko lahko ljudje prinesejo svoje obrabljene ali pokvarjene stvari in jih sami popravijo. Marsikdo pride zavese, zarubiti, kakšne male stvari, šivalni stroj se lahko naredi. Vsak pride sam svoje stvari popravi. Tako, če kaj manjšega tudi mi naredimo, ampak želimo, da se ljudje naučijo. Tudi ko popraviš, držiš še naslednjih 50 let, pri novih izdelkih ni jamstva, da bo to kaj držalo. Tudi Jože Kuhar večkrat obišče ta center. Mi je prišla vnuki na počitnice, pa je pozabila kolo doma, pa smo tu našli ga. Mreža zbirnih centrov za odpadke je gosto posejana po celotni Sloveniji. Poleti so praviloma odprti do 20. ure, večina jih deluje tudi ob sobotah, vsaj dopoldne. Odlaganje odpadkov v zbirnih centrih je popolnoma brezplačno za potrošnike, ki živijo v občinah, za katere je zbirni center organiziran. Pri določenih tipih odpadkov pa veljajo omejitve, pojasnjuje Helena Kojnik iz celjskega komunalnega podjetja Simbio. Do 4 gume na let, pa omejitev velja tudi za gradbene odpadke, do 3 kubične metre odpadkov na leto pripeljete in jih tle ločeno oddate. Ljudje to možnost neomejenega brezplačnega odlaganja večjih kosovnih odpadkov zelo veliko uporabljajo. 500 do 600, včasih se naredi kar vrsta do ceste. Na dan. Zato uporabnikom svetujejo, naj odpadke vozijo k njim v popoldanskem času, po 15. uri. Kot vidite,
je v ta vhodna kontrola tudi vstop za regionalni center za ravnanje z odpadki, tako da vozijo sem, predvsem v dopoldanskem času tudi tovornjaki, ki pobirajo odpadke na terenu. Večja gneča je tudi ob sobotah in spomladi, ko se začnejo čistilne akcije. Ali pa da so kakšni prazniki, ko imajo ljudje več časa za pospravljanje, se zelo nabere. V posamezne zabojnike v zbirnem centru lahko odpadke odlagamo sami, osebe pa pomaga pri njihovem razvrščanju. Tule se ločuje odlaga tele neonske svetilke, potem električna elektronska oprema, bela tehnika. Tule imamo pa v bistvu potem cel asortiman odpadkov, od kosovnih kovine, kosovni, gradbeni odpadki. To, ko smo prej govorili, če pripeljete z prikolico gradbeni odpadek, potem tule z lopato namečete v kontejner. Embalažno steklo je treba izprazniti in ločiti od ravnega stekla, torej od ogledal, oken in podobnega. Leseni odpadki od vrat, laminatov, parketov, lesenega pohištva, stolov. Nevarne odpadke odložimo pred mrežo in jih nato pravilno razvrstijo zaposleni. Od pesticidov, tlačnih posod, se pravi vse, kar dela, ko pritisneš, maziva, barve, to, kar smo tudi prej pri vas videla, čistila, detergenti. Pa zdravila. Ni treba, da so zluščena, ampak iz embalaže. Potem še imamo pa motorna olja, jedilna olja, to se tudi pride potem ščrpati. Vse komunalne službe v Sloveniji imajo podoben sistem. Podrobnosti, kam, kdaj in kako lahko odvržete svoje odpadke, pa najdete na njihovih spletnih straneh. Zelo pomembno je, da že sami čim bolje ločimo svoje odpadke, da se lahko reciklirajo, da se ne onesnažijo, da ne prihaja do mešanja snovi, ki lahko povzročijo požare, pojasnjuje predsednik Zbornice komunalnih podjetij Sebastian Zupanc. Pri recikliranju je ključno, da se zberejo ustrezne čiste frakcije. In čim zmeščamo vse odpadke skupaj, so odpadki med seboj onesnaženi in jih ni več moč reciklirati. Oziroma pripraviti za energetsko izrabo. Nekaj se vendarle da v kasnejših postopkih tudi še presortirati in izločati. Ampak vse to podraži sistem, ker pa so vsi stroški se pojavijo konec koncev na naših položnicah, potem to mi plačamo. Zato so položnice za komunalne storitve nižje v tistih občinah, kjer imajo visoko stopnjo ločevanja odpadkov že pri posameznikih oziroma v gospodinjstvih. Če bomo ustrezno ravnali z odpadki, potem bo dolgoročno za okolje boljš, za nas pa že v kratkem roku se pozna na denarnicah. Leta 2023 smo ločeno zbrali 73% vseh komunalnih odpadkov. Za letošnje prvo četrtletje je ta delež celo 77%. Od tega je bilo dobrih 7% kosovnih odpadkov. Največ je bilo ločeno zbranega papirja in papirne embalaže ter biorazgradljivih odpadkov. Po obsegu ločevanja smo v evropskem vrhu, moramo pa izboljšati kakovost ločevanja. Predvsem, kaj dajemo med mešane komunalne odpadke. Med mešanimi komunalnimi odpadki še vedno preveč biološko razgradljivih odpadkov, elektronske in električne opreme, baterije, to so neke nevarne snovi, razne laki, spreji. Glede kosovnih odpadkov pa bi bilo dobro, da bi se jih še bolj navadili sproti odnašati v zbirne centre. Po zadnjih izračunih v Sloveniji nastane približno 28 kg kosovnih odpadkov na prebivalca na leto. Od tega največ oblazinjenega pohištva, vzmetnic, pohištva ter bele tehnike in televizorjev. Če nimamo časa ali dovolj ljudi, ki bi nam pomagali, lahko najamemo tudi kakšno zasebno podjetje. Za izpraznitev, na primer, ene manjše kleti, kjer so stara oblačila, steklo, stari krožniki, nekaj elektronike, nekaj starega pohištva, boste odšteli okoli 300 €. Vendar pozor, če ne gre za pooblaščenega izvajalca oziroma izvajalca z licenco, je to nezakonito. Torej je v prekršku tako naročnik take storitve, kot izvajalec take storitve. Ja, seveda, pa nekateri začutijo priložnost. Obstaja namreč tudi črni trg, preprodajalci odpadkov, zlasti kovin, ki se oglašujejo na družabnih omrežjih, kar pa je lahko zelo tvegano. Ni potrebe, da bo nekdo rekel, bom jaz namesto tebe to odpeljal, kam bo to šlo, pa ne vemo. Mi se nahajamo pred vstopom v hali, kjer kosovne odpadke sprejemamo. Kosovni odpadki dejansko tukaj v naši tovarni končajo svojo pot in iz njega pridobivamo toploto, energijo.
Sem vozijo odpadke iz 46 občin, kar pomeni odpadke, ki jih ustvari okoli 760 tisoč prebivalcev. Letno obdelajo 150 tisoč ton komunalnih odpadkov, kosovnih odpadkov pa približno 15 tisoč ton. Ta kosovni odpadek potem roma skozi tale sklop strojnih naprav, kjer te odpadke ustrezno zdrobimo in jih pošljemo po tekočih trakovih naprej v proizvodni proces, v katerem proizvajajo gorljivo frakcijo, primerljivo rjavemu premogu. Ta gorljiva frakcija je nato vhodna surovina za sežgalnice in cementarne. Tole je kosovni odpad slabe kakovosti, kar je posledica tega, da ljudje še vedno med kosovce pomečemo marsikaj, kar tja ne sodi. Predvsem imamo v mislih, odpadne baterije. Tudi, recimo, fiksne nekih izrabljenih barv, razredčil. In to so vse odpadki, ki na nek način pomenijo neko potencialno nevarnost. Predvsem za požare, ki so na žalost stalnica in povzroči ga lahko že majhna baterija v odpadnem medvedku, igrači. Poglej, to je zdaj že recimo lahko rečemo kar en tak normalen kosovni odpadek. Seveda, tale lonček bi pa že lahko rekli, da je to odpadna embalaža. Tale vreča, kako se je znašla, verjetno neka star apno, cement. To ni kosovni odpadek. To morate vi pa še razsortirati. Seveda, ali strojno, ali ročno. To je končna postaja, tukaj je pokopališče kosovnih odpadkov. V najnem konkretnem primeru imava več možnosti. Lahko bi k hiši naročila zabojnik. Se plača po ceniku, če imate kosovne odpadke, potem je sama dostava zabojnika je okoli 90 evrov, samo plačilo tone teh odpadkov pa je nekaj manj kot 150 evrov. Samo za odvoz kosovnih odpadkov bi tako plačala okoli 250 evrov, predvsem pa bi glede na tip odpadkov morala naročiti več različnih zabojnikov. Zato sva se po tehtnem premisleku odločila, da sama ločiva odpadke. Najprej smo dali ven stvari, ki pač so na odpad, potem smo jih najprej že malo presortirali v kombi. Ker so nekatere stvari plesnive in gnile, je dobro uporabiti vsaj neko osnovno zaščitno opremo. In jih brezplačno odpeljeva v najbližji zbirni center Bukovžlak. Res, bomo dali v nevarne odpadke. Bilo je kar nekaj dela, ampak je šlo. Stvari, ki jih nisva mogla več uporabiti ali obnoviti, sva se znebila in prihranila vsaj okoli 500 evrov. Predvsem pa sva ravnala okoljsko odgovorno in trajnostno.